Živjo in pozdravljeni ponovno na YouTube kanalu Špar Slovenija. Moje ime je Sonja in danes mi je Špar postavil ekologičen izziv. In sicer, da v enem dnevu s svojimi obroki poskušam ustvariti čim manj odpadkov. Vas zanima, kako mi je šlo? Pa pojdimo pogledati. Zame je prva stvar zjutraj hidracija, zato si rada naredim ogromen kozarec vode z limono. En nasvet za večje kozarce je, da lahko reciklirate kozarce od vloženih kumaric ali katerekoli druge zelenjave. Jaz uporabljam kar litrskega, zato ker sem se res navadila, da zjutraj ogromno ene tekočine spijem. In ker imam zelo rada slamice in ne kupujem plastičnih slamic, uporabljam jeklene slamice. Sem pa poskrbela, da sem bila tudi pozorna pri izbiri embalaže od limon. Izbrala sem od Naturpur bio limone, ki pridejo v biorazgradljivi embalaži. Eden mojih ljubših zajtrkov je kakršnakoli različica z jajci. Ne glede na to, ali kupim jajca v trgovini ali pri kmetu, vedno zberem vse kartone in jih potem nesem k kmetu, ki jih potem ponovno uporabi. Tokrat sem se odločila za umešana jajčka z čebulo in bučkami, zraven pa sem dodala kruh. Res ne rada kupujem plastenke za enkratno uporabo ali pa kakršnekoli to-go lončke, zato si čaj, kavo ali karkoli podobnega pripravim kar doma in potem vzamem s seboj v steklenih flaškah. Pa sledi eno hitro kosilo. Izbrala sem dešpar testenine, ki pridejo v 100% kartonasti embalaži in jih potem lahko samo zavržemo v zabojnik za papir. Zraven sem popekla piščančja prsa, ki sem jih kupila v Šparu z lastno embalažo na postrežnih pultih. In da sem še malo popestrila okus, sem zraven dodala biologiko paradižnikovo omako z zelenjavo. Omaka pride v steklenem lončku, kar pomeni, da ga lahko še znova in znova recikliram. Po kosilu sva si s fantom privoščila tudi sladico, in sicer od Naturpur sladolede, ki so v biorazgradljivi embalaži. Izbrala sem okus vaniljo in lešnik. Mojemu fantu je bila bolj všeč vanilja, meni pa lešnik. Med dnevom si vedno rada privoščim še kakšno malico. Tokrat sem izbrala jogurt od Naturpur, ki pride v steklenem kozarcu. Opazila sem, da so dali nove okuse. Ne vem sicer točno kdaj, ampak ponavadi sem prej vedno jemala marakujo, sedaj pa na voljo tudi vanilja, ki je bila tako dobra, res priporočam. Poleg tega sem dodala mandlje, ki sem jih kupila na rinfuzi, in imela sem še nekaj borovnic, ki so na žalost bile v plastični embalaži. Zadnji obrok v dnevu, večerja. Med poletjem imam izredno rada solate, tako da sem si pripravila eno tako svežo solato. Več ali manj vso zelenjavo, ki jo kupujem v Šparu, kupujem z vrečkami za sadje in zelenjavo za večkratno uporabo. Tukaj sem uporabila zeleno solato, paradižnik, papriko. Dodala sem koruzo, načeloma kupujem koruzo v stekleni embalaži, ampak tokrat sem slučajno imela kovinsko embalažo. Za piko na i sem dodala feta sir, ki ga obožujem in si ga res rada privoščim. Tukaj imamo vse odpadke, ki sem jih proizvedla v tem dnevu. Se pravi, imamo plastično embalažo od feta sira, potem imamo pločevinko od koruze, imamo plastično embalažo od borovnic in še embalažo od kruha. Če bi sama sebe ocenila, bi rekla, da bi mi lahko šlo malo boljše. Recimo, pri feta siru sem se odločila, da bi mogoče bila boljša opcija, da bi ga na postreznih pultih vzela z lastno embalažo. S tem bi se znebila tega. Kot sem tudi povedala pri koruzi, jo lahko kupim tudi v stekleni embalaži. Borovnice imam res izredno rada, tako da to je bila moja pregrešitev za ta dan. In potem imamo še embalažo od kruha. Plastični del bom potegnila dol in ga vrgla v zabojnik za embalažo, papirnatega pa v zabojnik za papir. Tako, mislite, da bi vam šlo bolje? Oziroma, bom kar tako rekla. Izzivam še vas, da sprobate ta izziv, potem pa mi lahko od spodaj v komentarju napišete, kako vam je šlo. Hvala za ogled, upam, da vam je video bil všeč. Ne pozabite se naročiti na ta kanal in se gledamo naslednjič. Čau!